Zdaj pa k edini stranki, ki zdravje peša hitreje kot njeni volilni bazi. Desus. Potem, ko je stranka najprej fasala pivcitis, nato pa bolezen, ki jo je v preteklosti že prebolela, Erjavčev sindrom, zdaj kaže, da bo pogubna zanjo Jasničeva bolezen. Čeprav stranka formalno še živi, se že pojavljajo zapleti z zapuščino. Bivši predsedniki občinskih odborov bi naj namreč zapravljali denar, ki ni njihov. V Desusovem glasilu jih je nova generalna sekretarka Marija Pukl direktno napadla, da vsi predsedniki, ki se pripravljajo na razpustitev občinskih odborov, naročajo majice, zastave in tisk pri istem podjetju, prav tako vsi trošijo za izlete, nekateri kar za 2 v zaporedju in se vozijo z istim prevoznikom. Ne vem, če bivši predsedniki občinskih odborov res še vedno zapravljajo Desusov denar, čeprav imajo že novo simpatijo, vem pa, da ti takšne stvari potegnejo živc. Ja, a si slišala, Tina? Daj mi kreditno nazaj pismo. Ali pa vsaj ti priti nazaj, okej? Če te že plačujem. Netflix and chill? Se pravi, čujem, to nima veze z najbolj osamljeno stranko na svetu, pač pa z najbolj osamljeno osebo. Še zmer govorim, ne? Kje sem? Desus? Ne, mislim, kje sem v lifeu, tako nasplošno. Obe strani, bivši predsedniki odborov in kmalu bivša stranka, bosta, kot kaže, zadeve reševali po pravni poti. Šlo je za poplačilo stroškov skupščine stranke, pa nekakšne majice. Skupaj je šlo za okoli 1500 evrov stroškov, denar pa je bil strogo od občinskega odbora Kočevje. Vsi so polnoletni in dobro vedo, kaj so počeli, pa v odgovor Jasnič. Na koncu se bo na sodišču razčistilo. Ja, to je res. Če si lahko za katere člane stranke prepričan, da so polnoletni, je to vsekakor Desus. Tam so srednjih let že člani podmladka. Mislim, kdo bo zmagal, Desus ali bivši predsednik občinskega odbora Kočevje, ne vem, je pa sodeč po tem besedilu slednji res vajen zmag. Ne sicer v sodnih postopkih, pač pa v Formuli 1. Tako piše, jaz si nisem tega zmislil. Okay? Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.